En lep dober večer, Tanja Skansa z vami, četrtek 2020, res je 2020 v 272. live. Današnja tema je mogoče podobna malce prejšnji temi, ker prej smo govorili o zaupanju, danes bomo pa govorili, kako verjeti vase oziroma in kako verjeti v druge. Ja, evo, to mi že takoj, zdaj si bojo punce pisale in pol to sporočila, ker letijo. Dobro, zakaj sem želela odpreti to temo? Zaradi tega, ker ko se spomnim nekaj let sebe nazaj, ali ko zdaj vidim določene ljudi, vem, da se skozi ciklajo v enem krogu. In v tem krogu, da mislijo, da nam diploma lahko više, ko smo po diplomi, bolj smo tako, za druge eminentni po diplomi, v resnici pa marsikoga od teh ljudi poznam, ki imajo res močne, velike diplome in dejansko imajo mogoče dosti manj vere kot pa nekdo drug. Najprej, da tudi sama povem. Jaz sem vedno občudovala ljudi, izobražene ljudi, še danes veliko dam sama na znanje, res, tako pravijo, da sem učljiva, rada preberem knjige, ampak ne zato, da jih preberem, včasih sem jih brala zato, ker je bilo prav, da prebereš toliko knjig, zdaj, ko berem knjige, jih berem tako, da se kaj iz teh knjig naučim. Da se iz teh knjig nekaj naučim, to pomeni, da mi pomagajo moje znanje oplemenititi, vendar, če tega znanja, ki se ga naučim, ne integriram, ali je to v osebno življenje, ali je to v poslovno življenje, zaradi tega lahko postanemo zakompleksani. To meni kompleks, počutimo se nevredni in tako naprej. Zakaj to govorimo? Ker največkrat, to sem hotela vam povedati, če se pol čist padem noter v nek svoj svet, ki me je pol kar zdaj nekam odneslo, eno drugo tem mislim me je odneslo. In sem, vedno so mi bili všeč inteligentni ljudje, in tudi končano imam samo Gea College, samo ta faks, in to zdaj, ko sem rekla, sem se takoj ugriznala za jezik. Kako lahko rečem samo Gea College? Imam končan Gea College, imam pa narejenih, rečemo, da enih 20 nekih tečajev, tistih stvari, ki so me veselili. Ampak res je, nimam več kot Gea College. In se spomnim, koliko časa nazaj me je to, rečemo, koliko časa, ker tako me je kar malo obremenjevalo, ali pa da so mi ljudje rekli, pa daj za božjo voljo peči nekaj delati, Gea College ni nič. In danes tako z veseljem rečem, da Gea College je bil eden izmed najboljših faksov, in zaradi tega, ker je bil tako. Poznali smo se, profesori, predavatelji so bili tako prisrčni, fajn smo se počuli, počutili so, oni so nas spoštovali, mi pa njih. In vem, da marsikdo je danes res bolj uspešen, tudi samo srednjo šolo, kot pa nekdo, ki ima doktorat. In to predvsem zaradi tega, ker je začel tako brskati v življenju, gledati, kaj se dogaja, ustrajal, s tem, ko je ustrajal, je 2-krat, 3-krat padel, pol je spet vstal pa ustrajal, vmes je dobil vero vase, pa mu je pa uspelo en trg, pa uspelo drug trg, pa tretji trg. In glede na to, da on nima take širine indeksa znanja, tako močnega, pa tako široko razgledan, tako včasih bolj verjame vase, ko pa mogoče kak doktor, ko je ne vem koliko diplom doktorskih naredil, doktor znanosti, tega, je pa toliko bolj zafrustriran zaradi tega, ker ve, ta analiza to pa to sporoča, ta sporoča to pa to. In to je zdaj tako malo, da zastopite, da če dobimo znanje, da zastopite. To se mi danes vidi, da danes sem tako, pripravljam se za obred in sem pol v obredu, pol sem z otrokoma, pol pa tlele na video. Tako da, ampak, do bistva, prijem do bistva. In zdaj še sine prišel, pa zdaj bo še on prišel noter pogledati, kaj počnem, tako da bom še njemu mogla reči, da snemam video, evo, samo to, tihem snemam, evo, to, tako. Ok, da se vrnem nazaj. Zakaj to govorim? Zakaj sem hotela vam dati neko primerjavo? Če je oseba pridobljenega znanja, ki ga je dobila,
ne zna oziroma nikamor ga ne implementira, to znanje ostane samo noter v nas. In ko ostane to znanje noter v nas, mi vedno bolj in bolj postanemo zakompleksani. Zato tudi predlagam, res predlagam, ko preberete kakšno knjigo, implementirajte to znanje, saj vase. Ne vem, delte mal s prijatelji, probajte nekaj doma, z mamo, taščo, komorkoli, probajte nekaj naredite, zaradi tega, da bo to znanje, ki ste ga dobili, tudi služilo drugim. To je ta prvi, en tak res moj nasvet. To prvo. Dejte ven. Zakaj pa to govorim? Ko me povabijo na kakšna predavanja, ne hodim veliko zdaj na predavanj, zato ker se mi zdi, da sem to oddelala pred leti, ampak ko grem, mi tako kdo reče, a vi veste, jaz sem doktor in danes prodajajo, ne vem, naredijo tam coachinge in prodaja ta coaching se za toliko denarja, jaz sem pa naredil ne vem koliko diplom in nimam toliko stran, kot jih ima ta oseba. Ja. In tudi točno to povem osebi, spustite, ne obremenjujte se z drugimi, začnite širiti znanje, ne najprej delite gratis delavnice, pol iz tistih gratis delavnic, nekaj je treba krožiti, znanje je treba krožiti. Ok, to je kar se tiče znanja. Zdaj gremo pa naprej, ta druga zadeva, katera je vmes ste tudi prebrali, lahko se vam to zgodi, da dobite res čudovitega partnerja ali partnerko, ki vas res brezpogojno ljubi, res vas ljubi, ampak vi boste vedno obremenjeni, kamorkoli bo ta oseba šla, vaša partnerka ali partner, boste obremenjeni, kaj se bo zgodilo. Bo šla s prijateljicami na kavo, ali bo šla, ne vem, nekam na službeno pot, konstantno boste imeli izziv, kaj se dogaja, a bo slučajno koga spoznala, kaj se lahko zgodi in gor, dol in sem tja. Vsekakor smo spet preverjali. Evo, najprej moram podeliti malo primere, da pol veste, kaj se pa lahko naredi, da res lahko povrtate malo noter v tisti izvor, pa pogledate, kaj se dogaja. No, in pol ta tretji primer, o katerem bom pa najbolj govorila, sem da vidim, če koga bom jaz to govorila, je pa glede službe. Tu je vse isto, vse je čisto enako, zdaj sem vam dala en primer glede šole, en primer sem vam dala glede partnerstva, kaj se lahko dogaja, ko reče, my God, pa saj je le, kak je lep, kak je dober, to poznam en par, ko rečejo, poglej, kak je čeden in je njega strah, da bo ona šla stran. Mislim, kakva veza je, včasih rečem, kakšna veza je s tem, koliko je ona lepa, pomembno je, koliko se ona dobro počuti, mislim, koliko je on lep, koliko se on dobro počuti v tej svoji koži, kako on vidi to svojo lepoto. In če on ne vidi, mu lahko vsi povejo, lahko gre na Prešernov trg, pa mu čisto vsi rečejo, da je najlepši na tem planetu. Pa bo rekel, super, pa ga bo glih držalo tam 3 urce, pa ga bo pa spustilo. Pa še bolj zakompleksen, ker bo čutil odgovornost, tako kot jaz leta 2015. Z isto odgovornostjo se bori in to je vera vase. To meni premalo vere vase. No, in ko pol nimamo vere vase, se nam dogaja to, da nas je strah karkoli, ali prodati produkt, ali ga ponuditi, ali videti, da je ta naš produkt najboljši. In potem se vrtimo skozi v istem ciklu, vrtimo se. Primer, da vas se bomo razumeli, da boste malo vedeli. Če ste delodajalec in zaposlujete sodelavce, in ti sodelavci, vi verjamete, da je to najboljši produkt ever. Najboljši produkt ever. In ti vaši sodelavci ne vidijo tega produkta tako, pa to ni, pa ono ni, pa sem ni, pa sem, pa gor dol, pa sto en razlog, zakaj se ta produkt ne more prodajati. Res se vprašam tako, najprej, da se vi vprašate, v katerem delu nimate vere vase, da se vam to dogaja. Ker točno te ljudi ste vi prevedli. To meni vsi sodelavci moji, ki premalo verjamejo v to, kar počnemo, vedno izhajam iz tega, ok, kjer vzorec je še moj, da jih je poklical, da so zato prišli k meni. Vedno je tako. To pomeni, ko oseba ne more prodati produkta, storitev, karkoli, ta prva zadeva, kar je, ona ne verjame vase. To nima blage veze s produktom. Seveda ima vezo s produktom, če produkt ni dober. Ampak v tistem primeru tudi mislim, da vodja ne verjame, ta lastnik ali kdorkoli pač je, da je produkt dober. In kje se začne? Čisto osnovna stvar, kje se začne.
največje orodje, katerega imamo, sem ga vsi tako malo ga jemljemo. Mislim, stoj ne en rek, ki so ga nekako spremenili citatana, postanite najboljša verzija sebi, bodite svoj unikat, ne bodite kopija drugih in tako naprej. Ja, moj God, pa mislim, da jih je še, če zdaj greste pisati, sem prepričana, da vse osebe, ki me spremljate in gledate, vsaj enega poznate, bodite kreator svojega življenja, sigurno vsaj enega. Ampak pa se pa tu ustavi, ustavi se. In največkrat se ustavi zaradi tega, ker smo dobili podzavestne vzorce od naših staršev in naprimer, če moja mama ali pa moj oče nista verjela, da sta sposobna, moj oče je bil zidar, pravijo, da je bil odličen zidar. Jaz zdaj ne morem za mojega očeta govoriti, da je znal vse narediti s svojimi rokami, karkoli si želel in imel je pa eno zadevo, on je kao verjel vase, ampak mislil je, da pa vsi morajo priti k njemu, kar pomeni, da glih ni verjel vase, da je treba narediti kak korak naprej. In s tem je tudi potem nam dajo. Če on bil uspešen, pa smo pač mi to dobivali zraven to in jaz sem prepričana, tudi jaz nisem imela vere vase, koliko zmorem. Jaz sem prepričana, da so mi to dali obredi in vsa ta predavanja, na katerikoli, da sem bila. Seveda je pa prvi, katerega vedno pozabljam, pa je najbolj pomemben Brian Tracy, ker sem prepričana, da od vas tlele vsaj 80% pozna Brian Tracy. On je bil prvi, ki je naredil te korake, da je vero nam dal, da lahko verjamemo vase. Ok, in kako naredimo, kaj naredimo? Najbolj enostaven način, da to naše orodje spremenimo naša prepričanja. Saj vem, da se ponavljam po teh videih. Vem, to je video, ki se res ponavljam. Ampak, a veste, da se mi zdi, da bi lahko vsak sleherni teden posnela isti video, malo spremenila vsebino, pa o isti stvari govorila, pa bi danes nekdo slišal, ali pa ne bi slišal, pa bi naslednji slišal. Pomeni, če vi želite danes, naprimer, da se odločite, da verjamete v to, kar počnete, da hočete biti, ne da rečete, želim biti vodja, želim prodajati produkte, želim postati očka, želim imeti najboljšo partnerko partnerko zame, želim se opolnomočiti, da me vidijo, da sem ta pravi direktor, želim to, vse, kar je potrebno, tako malo, seveda naporno je na začetku. Tanja, naj ti bo lepo in prijetno. Aha, jaz mislim, da mi je moja napisala, ker gremo na obred, da je napisala, da naj uživam še. Tako malo je pa res to delo. Je pa to res delo. In obstajajo točno tisti, jaz zdaj, ko gledam malo nazaj, koga sem imela rada od trenerjev. Sem imela rada tiste trenerje, ki so imeli red in disciplino. Capa. To pomeni na način, ki so mi dali neko rutino. To naredi. Ob 7 zjutraj to naredi. Ob 7 zjutraj. Sobota, nedelja, vse naredi. To mi je bilo najbolj pomembno, da sem nek ritual vnesla v svoje življenje. Res. In tudi, da sem si napisala, kak je moj Joy dan, da sem ga sestavila in da sem ga tako dolgo pisala, dokler je res bil moj Joy dan. Zdaj sem malo ušla iz tega Joy dneva, zaradi tega, ker noro, imam vsak teden obrede, akademije, 2 akademiji, ena se je že začela, druga se začenja, delavnice, noro, lepo, fajn, ampak to me izpopolnjuje, to me osrečuje. To meni, rutina je tista, evo, napisala je Simona, rutina je nujna za premik. Spomnim se, ko je prišla k meni v šolo, ker morajo naloge delati na akademiji. To ni pri meni kar tako malo poslušati, pa malo meditirati, pa bo že nekaj prišlo. In pa naloge ni naredila. Kaj bo napisala Tanja, da ni naredila naloge? Rutina pomeni upeljati trening v svoje življenje. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, je pa ta. Vsak nekaj izbira, kaj mu je najbližje. Zdaj ste že vsi seznanjeni, jaz sem nekako izbrala področje, ki ga že uporabljam od leta 2014, so res afirmacije. Res, to so afirmacije, pozitivne izjave. In nekako poskušam najboljše afirmacije izbrati za ljudi, za spremembo prepričanj. To pomeni najboljše. Ni vsaka afirmacija prava za določeno osebo. Bom malce podelila.
To pomeni, če smo mi čisto zaprti v ljubezni, mi ne moremo reči, jaz sem ljubezen. Ko to rečemo, mislim, ne moremo reči, seveda, eni pravi, da lahko rečete, ne? Ko to rečemo, se temu dosti bolj oddaljujemo. To je čisto enako, kot da rečete, ne vem, imate zdaj 1000 evrov in pa rečete, imam 10 000 evrov. Vas stisne. Trend je pomemben, trend. Spomnite se tega, ko greste teč maraton, vi ne morete od danes na jutri preteči 42 km. Lahko pa počasi s treningom pridete na 42 km. To pa lahko pridete. To pomeni, samo trend je pomemben. Trend in potrpežljivost. Ne tako, zdaj mi ne gre, zdaj bom padel. In zdaj bom jaz nekaj primerov vam podelila. Velja? Čist na začetku moje poti, ki zdaj že 4 leta to delam, tako konkretno, sem jaz rekla, ok, jaz sem taka, hitra, gremo, akcija, lahko delamo, lahko, super, človek zmore. Eni zmorejo malo več, kot zmoremo mi, mislim, eni malo manj zmorejo, kot moramo mi. Vedno je tu treba to najti. In se spomnim, da ko smo hodili na obrede, tako da, drage moje stranke, super ste bile, na 3 glav ste hodile. In je rekla, naprimer, da vse dvomi, vse kalkulira. In jaz sem takoj šla noter z afirmacijo, 100% si zaupam. Buf. Ja, ne gre, to je kvečemu še 3krat hujša reakcija. Še več preizkušenj pride v naše življenje. Več jih pride. To meni, več se zgodi preizkušenj. In te preizkušnje so vedno bolj močne. Kaj to pomeni? Odpiram se v zaupanje ali pa pripravljena sem si zaupati. Zato pravim, ko želite delati spremembo s temle, tole gor, kar je, tole notri, kar je, osnova so, mislim, par men, zdaj to govorim s tistimi, katerimi jaz delam, so enostavne, to pomeni easy afirmacije, katere lahko oseba sprejme in s tem, ko jih sprejme, ona sama leti, ona sama čuti spremembo. Ona sama vidi, kako se je karkoli dogaja. Ok, drugi primer. Zdaj peljem eno mojo stranko. Hvala, dragi moj gospod, ne bom pač povedala imena, in ima neko bolezen. In smo bili skupaj, vsi skupaj in reče, jaz pa na AI, res bi si, ne, ni mi rekel on, nisem tako rekel, bolj se mi je zdaj to, bolj je prišlo ven, pač ne bom govorila o kateri bolezni, bolj je stopila ven. In jaz se peljem se domov in ga celo vidim in rečem, oh my god, to je direktno afirmacija za njega, ne afirmacija, tu sem šla direktno v namero. Polnim se z ljubeznijo in ozdravljam, cp to. Kaj se je zgodilo? Na polno je butnalo ven. Kaj to pomeni? Prehitro. Nismo potrpežljivi. To pomeni, mogli bi malo bolj določiti, ne moramo nekaj, če smo 20 let imeli, zdaj se bomo pa kar ozdravili takole v 14 dnevih. To pomeni počasi. Da pa lahko sploh do tega prijete, da pa lahko rečete, ok, jaz sem se pa odločil, da bom naredil spremembo in da bom verjel vase, kar se z mano dogaja, če vidim koliko ura, še 2 minuti, pa sem pa konc. To pomeni, jaz bi pa vseeno rad naredil spremembo, če sem danes nesrečen, da zdaj malo podelim, lahko da imate vse v življenju, pa mogoče nimate nekoga, s kom bi sedeli, ne vem, se stiskali vmes, pogledali kaminu, meni je nekaj najlepšega, jaz sploh ne moram kamin pržgati, ko nimam Igorja zraven, to mi je nekaj najlepšega, mislim, pržgati, zakuriti. Sem se ga naučila zakuriti, to pa je, hvala moji Vesni, me vse naučila. Ampak mi paše, ko sem z njim, Ok, da ne bom zdaj zašla, hotela sem vam povedati, lahko imate vse, pa ne boste imeli tisto, kar vam mogoče najbolj pomeni, kar pomeni, da vas to življenje uči. In do tega lahko pridete, res lahko pridete, tako kot tlele sedim, obljubim vam, zaradi tega, ker jaz sem imela vse vzorce, nevrednosti, nesprejetosti, kontrolo, pa nema, pomanjkanje ljubezni. Osamljenosti nisem imela, ta mogoče se bo še kdaj ven pokazala, ampak vidite, kamina pa ne bi imela brez Igorja. Ampak če nekaj vam manjka, je samo pomembno najprej
odpreti se, pogledati in kaj prva stvar, kar naredite? Napišete listo vrednosti. Lista vrednosti. To so še nekaj drugega hodili pokazati. To je moja današnja afirmacija na 9.2. Sem dovolj. In jaz imam temo vera vase. Kako verjamemo vase? Lepo prosim, spomnite se tega. Če vi ne verjamete vase, vi mogoče ne veste, da ne verjamete. To pomeni tako. Zdaj imamo 5 banan in prije nekdo in ne reče, da bi jih dal, da bi jih želel imeti 7. Samo ne morete, če imate sem 5. To pomeni najprej, vi lahko daste 5. To pomeni, koliko verjamete vase, toliko verjamete v drugo osebo nasproti vas. Toliko, koliko ste zahtevni do sebe, toliko ste zahtevni do tiste osebe zraven vas. Moje izkušnje, veste, koliko sem bila zahtevna, zafrustrirana in sem to prenesla na mojega prvega sina. In potem sem se mu opravičevala od leta 2014, sem mu skozi govorila, ko je bil star 10 let, 2004 sem ga rodila, sem mu skozi govorila, tako se spomnim, da je bil, veste kaj to je, oh my god, tako, če pogledam, 10 let otrok star, pa sem šla tako na kolenčka njegova, pa sem mu rekla, oprosti sine, ker mami ni znala drugače, hotela je najbolje narediti, ampak ni znala, ker sem videla, kako se trudi, da dobi 5, da ne sme biti nobena točka manjkati. My God, kaj sem mu dala, kak vzorec. Ampak okej, zdaj sem si to odpustila, se osvobodila, mu popravila, karkoli sem znala, zdaj pa je star 18 let. In se rečem, on je moja last. Se bom napisala en vzorec, on je moja last, on je zbral mene za mamo, on je zbral, da hoče imeti tako mamo in da on to zmore, da zmore še več. Okej, to pomeni lista vrednosti. Evo, kje imam zvezek? Potem je bilo počas, da že končam. Lista vrednosti vzamete. Ne bom vam kazala, ker sem že na 10 videih pokazala moje liste vrednosti. In se mi ne zdi, mislim, ko mi oseba reče, veste, ko meni oseba reče, res ni enostavno delati z menoj. Zato, ker tisto dela hoče delati z menoj, jaz nisem nikogaršna bergla. Jaz lahko pomagam, potem pa rečem, ti si pa tisti, ki narediš. Ko ljudje grejo z mano na obred, tisti, ki ponavljajo afirmacije pa namero, vidim po njih, kako so naredili spremembo. Tisti, kateri pač ne, pa okej, so pa na 50-ki. Tisti, ki pa nič ne naredijo, so pa glih čez 3 tedne enaki, kot so bili. In škoda denarja. Tisti, ki prijo v šolo ali pa na delavnico k meni, dobijo maksimalno veliko orodij. Ampak od teh orodij je potem odvisno, če bodo delali trening. Ok, ja. S tamo je odlično delati, ja, Simon, Ana? Ja, zato je tako, rastemo potem vsi skupaj. Napišete listo, vredna sem in začnete vrednost, vero boste dobili z vrednostjo. Če boste dali sebi vrednost, vredna sem, ker sem končala srednjo šolo. Vredna sem, ker imam čudovito družino. Vredna sem, ker sem naredila, ne vem, to pa to, uspešno podjetje. Vredna sem, ker imam 2 čudovita, krasna sinova. Lahko jaz malo moje podelim, a bi radi slišali moje, mečken moje. Jaz napišem vredna, to si napišem, vsako leto spremenim to mojo, Ana. Tudi napišem, vredna sem, ker sem strpna. Vredna sem, ker dovolim videti vse ljudi. Vredna sem, ker sprejemam v svoje življenje vse, kar mi je vesolje namenilo. Vredna sem, ker sem, to pa, odnem zdaj, ker če ne bom predolga. Naredite si listo vrednosti, da izhajate iz tega, ko vam nekdo reče, a veste, nehate se primerjati. Bom podelila mogoče tudi en primer, ki bi ga želela. Jaz sem v življenju več kot 20 let, zdaj sem stara 47 let, več kot 20 let delala, oziroma sem menedžirala. Delala sem z ljudmi, sestavljala sem plane, delala sem strategije, delala sem marketinške kampanje, delala sem kadrovanje, delala kadrovske procese, izobraževala. To pomeni, ko me nekdo primerja z nekom,
Mene je včasih to izredno zabolelo. To pomeni nekdo, ki je one man band, čisto sam, pa reče, joj, a veste, to vam tako povem pred leti, ne vem, moja tarifa, moja delavnica je taka cena, nekdo ima pa tako ceno. In potem mi nekdo reče, joj, a veste, od nje ali pa od njena cena je pa takšna. In jaz se spomnim, kolikokrat sem me je tako močno zabolelo, pa sem rekla, fakt, tole moram jaz predelati na teh mojih obredih, zakaj me to zaboli, dokler nisem vsakič to svojo listo vrednosti dopolnjevala. In sem tudi vedela, da če ta oseba vidi to kot odlično vredno, se mene ne more videti več. In smo spet pri istem. Če ima 5 banan in je dobila gospo, ki lahko proda 5 banan, jaz pa bi želela 7, a ona meni lahko da 7 banan. Ne gre. Evo. Tako da, srčno upam, da ste me kje poskušali iz tega razumeti. Vrednost si ne dajete takrat, ko govorite, kaj je predrago, ampak dajete si vrednost, kako lahko to imam. Ko pa rečete, to si ne morem privoščiti, to je predrago, pomeni, da si znižujete vrednost. Kako lahko to imam? Kako lahko do tega pridem? Kako mi lahko vesolje pomaga, da se mi to uresniči? To mi ne gledamo gor, ne gledamo dol. Da lahko verjamete vase, je potrebno to vaše orodje malce, ne bom rekla spremeniti, malce prilagoditi temu, da ste vi zdaj, da želite biti drugačni. Da greste k temu, pa je trebno delati. Začne se na listi vrednosti, potem pa, da najdete čisto ta prave afirmacije, katere vam lahko pomagajo. Jaz sem naredila pred nekaj meseci 3 afirmacije, to pomeni, oblikovala sem afirmacije najprej za čiste začetnike, ne za ženske sem se naredila. Za čiste začetnice, potem sem dala za željne spremembe, to pomeni tiste, ki so željne spremembe, in potem ta tretje, tiste, ki si res želijo in so že v tem premiku, da postanejo res spremembe vredne. In sem jih dala na mojo spletno stran in sem se nekako odločila, da zdaj bom mojemu Mateju rekla, da jih pa tudi posreduje naprej na YouTube. In kaj je bistveno? Vedno vas afirmacije na začetku jih ne slišite. Si predstavljate, to nič ne slišite, to sem blablabla. Potem vas začnejo čez nekaj dni motiti. A veste, to je zdaj ti izhodiče, ko reče, po kaj se ti greš? Ko ti hočeš delati spremembo na sebi? Kako spremembo bi ti delal? Ko ti manjka? Le v redu je, tole si v redu, tam nisi v redu, to je v redu, gor dol. In vas začnejo motiti. In sam takrat je treba narediti preskok. Samo takrat. A veste, to je tako, 4 dni zdržati, ko ni v redu, ko pritiska, ko neče, pridelo ta hudiče, ko se dere, to sta mi moji 2 dami rekli, da mi boste naredili hudičke pa angelčke, viš pa še nija. Samo dovoliti, da skoči, da preskoči, da se naredi tisti preboj, buf! A veste, tako pri šampancu, spomnite se tega, dober šampanc, ne tisto, ko se tako odpre, tisto niso dobri šampanci. So, ko jaz imam rada šampance, zato vem. Dobri šampanci so tisti, ko ga tako cp, pa ko to bum, pa tako naredi eksplozija. Ok, jutri grem na spet na čudovito pred z čudovitimi, imam 4 pare, pa imam pa 8 žensk, čakaj, 8, ne, manj, ja, 8 žensk, oziroma 4 pare, pa ostalo so ženske, ampak skupaj imam pa 8 žensk. Grem na ajuasko, to pomeni, res gremo se čistiti. To je zdravljenje, to je čista ljubezen, dragi moji, to je čista ljubezen. Potem začenjam kmalu z mojo prvo akademijo, nadaljevalna že poteka, in res se veselim teh mojih dragih dam. Vse so tako zahtevne same do sebe in to bo tak preboj, zato ker te pa so pripravljene delati. Ker jaz tako rečem, tista, ki pride k meni, je pripravljena delati in delati spremembe. Zavedajte se pa nekaj, ni osebe na tem planetu, ki bi vam lahko dala tisto, kar si vi želite. To ste samo vi.
Samo vi. In vse to si lahko daste. Lahko si daste vero, lahko verjamete, da ste najboljši vodja, lahko verjamete, da ste najboljša žena, lahko verjamete, da ste najboljša mama, hčerka, karkoli želite, najboljša sodelavka, najboljša zvezda, karkoli, ampak samo na način, da date vero in da delate na sebi. Toliko, kolikor vidite sebe dobre, toliko vidite ostale. Zato sem vam povedala, ko se vam zgodi, da vas nekdo ne vidi, da vas nekdo ne spoštuje na tak način, oziroma ne biti hudi nanj. 5 banan ima, vi ste pa 7, to meni, vi imate pa za 7 banan. Ne gre. Sprejmite to in rečete, vaš korak je naprej. Zato je pomembno, da veste, kdo, evo, zdaj se mi je pa ful odprla, ona. Zato je pomembno, da veste, da ni vsaka stranka vaša stranka. Zato so ciljne persone. Ciljna persona pravi to. Ta stranka je zame, ta ni. Ja, hvala Simona, ga še slišimo. Slišimo, kako kliče, da bi rad prišel. Dobro, dragi moji, vera, mogoče bom spremenila tisto, kar pa bom napisala. 3 pomembne stvari. Pri veri, veri vase. Odločite se, naredite nekaj, tlele v vaši podzavesti, v vašem umu. Začnite z listo vrednot. Druga zadeva, katera je, postavite si, določite neke afirmacije, ne kar tako vse, ne grejo. Rabite nekoga, ki vam bo pomagal, da boste naredili to rutino. Ko usvojite te afirmacije, čutite se opolnomočeni, lažje dihate. A veste kako? Še to povem. Ja, pa še povem. Kako je bilo meni na začetku? Ko sem začela delati, pa sem pa hodila, takrat nisem še hodila po Kožlju, takrat mislim, da mi hribi niso bili všeč. Takrat sem bolj hodila na jezero, imamo čudovito jezero. Joj, vsi tisti morate enkrat priti v Velenje. Moramo v Velenju narediti en dogodek, da prijede. In se spomnim, ko sem ponavljala afirmacije, meni je bilo grozno, kar nekako kepo. A veste, kot da imam kepo noter v trebuhu, tako skozi imam neko kepo, pa ne gre ne gor, ne dol. Smisla, pa kaj je to? Pa kaj za božjo voljo je to? Pa sem rekla, ta kepa enkrat se mora zvaliti. Pol sem meditirala tako, vsako jutro še kar ni šlo, pa kar ni šlo. Pol se je pa kar naenkrat zgodilo, puf! In od takrat, drage dame, tiste, ki me malo poznate, lahko pogledate. Prej sem imela tako raven trebuh. Zdaj imam vedno trebušček ven. Tako vedno imam ven. Ta kepa se je čist sprostila. Pretočnost je do popolnosti. Kar pomeni, da sem rekla, oh my god, nič več nimam notri, imam pa seveda zato malo tako trebuščka malo ven. Prej sem ga imela pa tako lepo notri, da sem lahko nosila one čisovske oblekce. Ampak zdaj jih tudi nosim. Pa vam moram povedati, z veseljem ga pokažem, ker potem vem, da je pretočen. Želim vam en čudovit večer. 2 mesti še imamo prosti za akademijo, če želite. Obrede imamo mislim, da do aprila vse polne, maja ali pa aprila, mislim, da aprila imamo še ajo malo prosto, ostalo je vse polno, drugače pa lepo prosim, vedite, da vse karkoli prihaja samo od vas. Znotraj, ne od zunaj.